Pozdravljeni na današnji kavarni oziroma pogovoru z tremi gosti, zgodba beguncev, realnost in fikcija. Začnemo še enkrat. Lep pozdrav vsem na današnji debatni kavarni, zgodba beguncev, realnost ali fikcija. Veliko veselje in čast mi je, da lahko z mano za omizjem pozdravim Janjo Vidmar, avtorico nazadnje romana Črna vrana, potem Franci Jazbec iz društva Odnos in pa Sara Belc-Jonan, ki prav tako sodeluje oziroma dela danes v društvu Odnos. V Slovenijo je pa prišla iz Iraka leta 2003. Moje ime je Kristina Božič, sem novinarka pri časopisu Večer in bom nekako poskušala povezovati današnji pogovor. Če bodo kakršnekoli vprašanja tudi strani vas, če boste imeli kakšen komentar, ste več kot dobrodošli in bomo veseli tudi vaših vprašanj in sodelovanja. Moje prvo vprašanje bi bilo, zdi se, da tematika migrantov, begunstva definira naš čas oziroma naš trenutek. V samih zgodbah, ki so predstavljeni znotraj romana Črna vrana, je veliko osebnih trenutkov, interpretacij, pogledov, zelo različnih zgodb, ki se vse v bistvu sestavljajo v današnji čas. Delčke slišimo iz medijev, nekaj so tudi stereotipi, ki se ponavljajo in reproducirajo, pa me zanima, kaj so tiste zgodbe, ki so tekom nekako nastanka te knjige se izkazale za tiste, ki se zdi, da jih je najbolj pomembno povedati ponovno, predvsem mlajšim generacijam, ki so mogoče preslišane ali pa na katere se pozablja. Torej, jaz vas lepo pozdravljam vse skupaj. Naj najprej povem, da bi se na tem mestu res rada zahvalila založbi Mladinska knjiga in moji dragi urednici Alenki Veler, da prvo kot prvo, da smo pripeljali to knjigo do konca, da je ogledala luč sveta, ker jaz sem vmes že enkrat skoraj vrgla puško v koruzo, ker so to zelo težke stvari in v teh negotovih časih je to dejansko tudi nekoliko spolzek teren, čeprav se vsi zavedamo pomembnosti tematike. Zdaj, kar se tiče te knjige, jaz bi rekla, da mogoče na začetku se mi zdi smiselno, da povem, da z njo nekako, ker ste rekli, da je to tematika, s katero živimo, ne, da z njo nekako mogoče zaključujem ta moj 20-letni ciklus te obsedenosti s tem sindromom razseljenih oseb, ki sem ga začela že 97. leta z pisanjem Princeske z napako. In meni je grozno, ne, da to okolje danes in naša družba dokazuje, da se pravzaprav nismo ničesar naučili. Ne. Zdaj, Boštjan Videmšek, ki je napisal spremno besedo v tej knjigi, se trenutno nahaja na Lesbosu in objavlja prispevke v Sobotni, vsi jih lahko berete, ko se zavedate, kakšna je realnost tega, kar jaz na nek način poetiziram pravzaprav v romanu, ker med izbiranjem materijala za to knjigo vam lahko povem, da so to resnično težke stvari. Še posebej, Boštjan bi rekel temu, ustvarjanja oziroma moralnega saferja iz udobja naslanjača, recimo temu, ne. Ampak čutim to kot neko moralno zavezo mladim. Mogoče bo to najbolje ponazoril stavek, ki sem ga slišala včeraj pri Dnevniku, da moramo najprej poskrbeti za naše otroke. To je blazno narobe. To je popolnoma zgrešeno. Mi moramo poskrbeti za vse otroke, ker prvič se bodo otroci, ki se jim godijo hude stvari, ko bodo odrasli, zavedli, da jih svet ni pustil na cedilu, in drugič bodo naši otroci na ta način lahko tudi sami razvijali
to svojo etično kodo, te temeljne principe, skratka sočutja, solidarnosti in razumevanja. In jaz, če vam povem okoliščine, ki so zelo pomembne in zelo zanimive, med letom 2002, torej pred več kot 15 leti in danes, okoliščine, kako zelo smo se spremenili mi Slovenci. Leta 2002 so zgroženi starši zbirali podpise proti moji knjigi Princeska z napako, ki je takrat bila izbrana za Cankarjevo tekmovanje. In pazite, njihov največji očitek in ogorčenje je veljal temu, da jaz Slovence v knjigi Princeska z napako prikazujem kot ksenofobe, medtem ko oni sami sebe doživljajo kot strpne, sočutne in solidarne. No, pogledajte, v 15 letih smo napredovali do točke, ko so strpnost, sočutje in solidarnost pač deležni posmeha, medtem ko je nestrpnost pravzaprav na piedestalu nacionalizma. Ne? V bistvu smo pravzaprav zelo napredovali. In meni se zdi, da ta knjiga preprosto mora nagovoriti, kot pravi Boštjan, mlajšo generacijo do 25. Nad 25 je izgubljeno, ampak do 25 pa še ni. In jaz upam, da bo ta knjiga nagovorila. Hvala. Franci, v odnosu se ukvarjate z zgodbami beguncev, ko enkrat že dobijo mednarodno zaščito, ko so soočeni v bistvu z realnostjo Slovenije, ki je po eni strani stvar individualnih izkušenj, odnosov, hkrati pa to, kar opozarjate, tudi v bistvu sistemske problemi z iskanjem stanovanj, zaradi tega, ker ljudje ne želijo beguncem dajati stanovanja, problemi pri odpiranju bančnih računov na bankah. Skratka, diskriminacija in predsodki se zdi, da niso samo stvar individualnih odnosov ali pa zamisli ljudi, ampak tudi sistema. Pa me zanima osebne zgodbe po vaših izkušnjah, torej spoznavanje med osebami, koliko pomaga? Je to lahko korak k temu, da nekdo reče, ok, bomo dal svoje stanovanje tudi begunski družini, ali so tukaj v bistvu, to je koliko daleč sežejo te zgodbe, osebne izkušnje, pripovedi? Lep pozdrav z moje strani. Ja, vredno. Jaz bi tako odgovoril. Naša podpora, pomoč tem ljudem, ki prihajajo z različnih koncev sveta, je sila in tak kompleksen proces, celosten in dejansko mi nismo tle samo zato, da ustvarjamo, da konkretno pomagamo individualno ljudem, to je pač naša pomembna naloga, ampak tudi, da ustvarjamo neko drugačno atmosfero v slovenski družbi, da premikamo meje tudi na sistemski ravni, da se odpirajo horizonti, tudi takšne debate, kot je današnja, ker mi moramo vedeti, da smo sila zaprta družba, da dejansko ne glede na vse zgodovinske izkušnje, ki jih imamo, vendarle, tako kot je tudi pisateljica Janja povedala, se soočamo z ksenofobijo, diskriminacijo, rasizmom in moram reči, da v vsakodnevnih situacijah, v katerih mi pač sodelujemo kot podporniki, se s tem srečujemo, ko poskušamo najti ustrezno nastanitev za te ljudi, ko nas že pri prvih nagovorih, ko poskušamo si ogledati stanovanje, ljudje odvrnejo, nočejo sodelovati, ko smo deležni tudi napadov, sovražnega govora in tako naprej, neverjetne stvari človek doživi na terenu, kar je v bistvu pretresljivo. Ampak jaz ne vem, jaz mislim, da vendarle ne smemo zgubiti
utopičnega mišljenja, upanja, da tako rečem, da je vendarle za nekimi dejanji možno neke stvari tudi spreminjati. Ne. In če ne delamo to na medosebnih odnosih, če se ves čas o teh stvarih ne pogovarjamo, potem tudi ne moramo pričakovati, da bomo na neki ravni, na sistemski ravni delali neke spremembe. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da se o teh stvarih redno pogovarjamo. Jaz mislim konkretno, da tudi takšna literatura, kot jo danes tukaj predstavljamo, k temu veliko pripomore. In jaz tudi upam, da ljudje berejo, ne? Da danes tudi ljudje še berejo, a ne samo, da berejo, ampak da tudi razmišljajo o teh stvarih. Potrebno je povezovati teorijo in prakso, potrebno je povezovati literaturo, te zgodbe, ki so fiktivne, ne? Po drugi strani pa, v realnosti je še hujše in mi ustvarjamo ne samo te zunanje meje, ki jih imamo med državami, ampak vedno znova pa ustvarjamo tudi notranje meje. In ti notranje meje pa lahko odpravljamo, če smo ves čas v stiku eden z drugim. Ne? In ta stik z eden z drugim izgubljamo. Ne? Pogovarjamo se z begunci, ne pogovarjamo se samo o beguncih. Ne? To bi bilo moje sporočilo. V resnici sem imela pod vprašanje, ampak glede na to istočnico mislim, da je skrajni čas, da predamo besedo tudi Sari. Pa me zanima, zdaj zgodbe, mislim, tudi doskrat se zdi, da ljudje, ki pridajo do, ne vem, reportaž iz Lesbosa ali pa zgodb beguncev, se obrnejo stran. Ne? To je nekaj, kar je težko, neprijetno, ne bi zares želelo tem brati. Vi ste se kljub lastni izkušnji, v bistvu prihoda v Slovenijo, begunstva odločili, da vztrajate tudi v tem okolju, da pomagate pri prevajanju današnjim beguncem. Je te zgodbe potrebno pripovedovati, oziroma, mislim tako, kje se najde moč, da se vsakodnevno soočate ali pa da se kot ljudje soočamo s temi zgodbami in jih na nek način potem tudi presežemo lahko? Mislim, jaz sem tukaj že več kot 15 let v Sloveniji, ne? In se mi zdi, da ko sem brala to knjigo, meni je tako bilo hudo, mi je odprla vse te spomine pa rane, da sem vmes se ustavljala, nekaj par dni nisem mogla sploh nadaljevati z branjem in sem imela tako hude občutke, ne, žalost. Potem sem rekla, ne, moram jo prebrati do konca. Prav bi bilo, da vsaj vem, da vsaj ali bo srečen konec, ali bo žalosten konec, vsaj neki upanje sem imela, da bo srečen konec. In sem bila prav vesela, da je bilo, lahko rečemo, srečen konec, ampak vmes pa je bilo zelo huda situacija, zelo realna, na žalost. Hvala Bogu, jaz osebno nisem tako hudo, tako pot doživljala, ampak res pa je. Zdaj kot javnost, fajn bi bilo, da vsak bere to knjigo, ker potem bo čisto drugače začel predstavljati oziroma razmisliti, kaj te ljudi so dali čez, kakšna travma, koliko je bilo hudo, da malo ta stereotipnost ne malo spremeni, da niso vsi, ki so prišli tukaj pač zaradi ekonomskih razlogov, ampak je prav zaradi vojne in zaradi nekaj grozljivega je zgodilo, da jih prisilo, da zapustijo svojo domovino, pa da pridejo sem. Ne. In to zgodba bi veliko pomagala malo po moje, no, vsaj malo razmakniti oziroma spremeniti mišljenje ljudi. Sam upam, da bojo jo brali, da ne bojo kar, ko vidijo, da je zgodba v prosilcev za azil oziroma v beguncih ali imigrantih, karkoli že, da to ne bomo brali. Upam, da bo. Ne. Samo treba malo več podporo dati oziroma reklamo, tako bom rekla. Ne. Z moje strani jaz priporočam vsakmu, da naj prebere to zgodbo. Za otroka pa bi bila mogoče tole, ki je tudi zelo, pač isto žalostna zgodba, ampak zelo preprosta. Ne. Tukaj pa malo na višji ravni, tako bom rekla. Pa so zgodbe, s katerimi se vi še vedno dnevno ukvarjate, pa ko prevajate zgodbe beguncev, ki pridejo v Slovenijo danes, se srečujete s temi zgodbami tudi? Kakšne se spreminjajo skozi čas? Ja, tako huda zgodba, kot je napisana, tukaj, hvala Bogu, nisem že srečala, ne?
Ampak podobno, kar se tiče recimo, da so prečkali morje, ne, koliko je bilo hudo, koliko je bilo nevarno v čovnih, tis pa že. Ampak tako hudo, da je otrok izgubi svojo družino, svojo mamo, vse, kar ima na svetu, nisem še, hvala Bogu, posebno govorim, nisem še srečala. Ampak je srečala pa marsikatera druga zgodba, ki tudi so pretresljiva. Ne. Ja, najbolj hudo tisto, recimo v čovnu, kako tele valovi premetovale čovn, pa niso vedeli, ali bojo prišli do cilja, ali ne bojo prišli do cilja. Recimo tihotapci, pa te golfije, te strahove, ko opisujejo ta pot, kako dokler niso prišli sem, potem vmes, kakšne ovire so bile, zaprte meje, pa tako naprej. Jaz osebno tudi dale čez to. Nekaj je bilo legalno, nekaj potem tudi je bila golfija, pa je bila težka pot, tako čisto, seveda, to je zelo hudo. Je težko biti in ostati begunec? Mislim, je želja narediti korak naprej, postati prevajalec, mati, Slovenka? Seveda, meni ni bilo všeč, da rečejo begunec. Jaz sem čim prej hotela biti del družbe, državljan, ni pa begunec. Zato za ta korak treba pa veliko delati, ne? Se pravi, prav integrirati v družbo. In kot, ne vem, veste ali pa ne vem, integracija je dvosmerno, ne? Se pravi, jaz spoštujem kulture in navade nove, kje jaz živim. To je prvi korak, če hočem biti državljan. Ob istem času pa tudi želim oziroma pričakujem, da drugi državljani me ne bojo spoštovali pa moje navade. Spravi dvosmerni postopek, pa dvosmerni spoštovanje, razumevanje, tako naprej. Jaz sem hotela biti nekaj narediti v tej družbi, se pravi, življenje ne stoji, ki sem jaz zapustila Irak, pa sem imela vse, jaz sem bila asistentka na faksu, jaz sem imela svoje sanje in ko sem prišla sem, vse je spremenilo. Ampak sem rekla, to pa ni konc sveta, moram nekaj narediti. Če ne moram v moji področji, pa v drugo probam, ne? In treba nekaj narediti, kot da ostanem mamico, prevajalko ali pa inženirko ali pa karkoli že. In dokažem, da smo isto ljudi, enaki smo, imajo svoje sposobnosti, imajo svoje mišljenje, pamet, pa tako naprej, ne? Da smo enaki. Ni pa, da smo neki 100 let nazaj. Zato je življenje borba. Posebej za begunec pa je dodatna, dvojna ali trojna borba. Vedno treba dokažati, treba predstavljati sebe. Ni lahko kot navaden državljan, ampak treba se boriti. Saj tudi mi, ki živimo tukaj, moramo se boriti, da lahko nadaljujemo, ne? Franci, kakšna je izkušnja, koliko je želje potem, da begunci povejo svojo zgodbo in koliko je želje strani večinske družbe, da poslušamo ali pa da povemo mi našo zgodbo. Koliko želijo ljudje, tako mogoče podobno vprašanje, ne? Kakor za Saro, koliko je v bistvu želja, da se izkušnja, ki je bila dana skozi, pozabi, ko se enkrat v bistvu dobi tudi dokument oziroma potrdilo strani MNZ-ja, ko se gre skozi pač proces na notranjem ministrstvu, ki zna dolg časa trajati, da se naredi piko in se gre naprej. Kako se s tem soočati, kaj tukaj potem lahko ponudi mogoče literatura? Jaz bi najprej rekel, ne, da vse te izkušnje je ljudem težko deliti, ne. Po naših izkušnjah, zaradi tega smo mi tudi previdni pri, tem izpostavljanju v javnosti in tako naprej, zaradi tega, ker gre vendarle za neke traumatične izkušnje večino teh ljudi, ki pridejo sem. Tovrstne izkušnje so zelo dobro opisane v obeh knjigah in vedno se soočamo tudi z tveganjem, bom rekel, tako imenovane sekundarne traumatizacije. Ker sekundarna traumatizacija v tem smislu, da ponavlja, da se vedno znova človek spominja nekih dogodkov, pretresljivih dogodkov, ne izgube. Mi se moramo zavedati, da ljudje imajo za sabo izgube.
da so izgubili, da so zapustili svoj dom, niso prišli prostovoljno sem, ampak so tukaj pod prisilo, zato so dobili tudi neko mednarodno zaščito ali jo še iščejo in zaradi tega jim je to ponavljati vedno znova težko. Ampak po drugi strani je pa to zelo pomembno, da se vendarle v nekem dialogu tisti, ki to moč imajo, ki jo zberejo in so jo pripravljeni deliti z drugimi, da se vendarle te stvari ne pozabijo, ker se ne smejo pozabiti, ker se samo na podlagi tega vedenja lahko spreminjamo stvari. In na tem področju gre za to, da spreminjamo, da ves čas spreminjamo, da spreminjamo politike na tem področju. Evropa se zapira, mi se soočamo z novim nacionalizmom, soočamo se z novo ksenofobijo, ljudje so manipulirani, zavedeni, zelo lahko, bom rekel, vodljivi strani določenih ljudi in politikov, ki imajo čisto konkretne interese, ampak zato je vendarle vedno znova potrebno reči, da mi tukaj skupaj v Evropi lahko ob sodelovanju vendarle premikamo tudi te meje v glavah. Čeprav to ni enostavno, tako da ne vem, če sem odgovoril. Pa to ni fikcija, premikanje mej. Pa bom kar v bistvu uporabila to tudi kot izhodišče. Omenjen je bil v bistvu naraščajoč nacionalizem, predvsem nestrpnost v politikah. Prebiramo lahko o valovih, ki bodo preplavile Evropo, v vseh vrstah bolezni, virusov in tako. Skratka, domišljija se zdi izjemna, ko se govori o soljudeh, ki prihajajo oziroma bežijo. Govori se o drugih kulturah, o nepredstavljivih razlikah. Pa me zanima, koliko uspešna je literatura pri ustvarjanju teh mostov med različnimi kulturami. Torej, v bistvu pri nek način razbijanju ravno te svoje pozicije, kulture kot nečesa, kar je vezano na nek prostor ali na neko družbo, na neko zgodovino. Kaj zgodbe naredijo oziroma koliko lahko pokažejo, da človeštvo je tudi ena skupna vrsta? No, za ilustracijo, recimo, če povem, da sem pred 3 leti delala za eno drugo knjigo, za knjigo Otroci sveta, anketo na nekaj šolah in kaj so rekli, predvsem pri tej knjigi Otroci sveta, v kateri recimo opisujem otroke res, ki živijo zelo oddaljeno od nas, na vseh kontinentih, na vseh celinah, da so jim bile te zgodbe, niso se opredeljevali do neke literarne vrednosti ali do nekega globljega razumevanja, ampak so odgovarjali, pa to so bili 5. in 9. šolci, da jim je bila recimo med vsemi temi, različnimi naslovi, da jim je bila ta knjiga zanimiva, ker jim je pripeljala pravzaprav informacije o drugačnem načinu življenja. Torej, mislim, da literatura je most, jaz ne vidim razloga, zakaj bi drugače sploh ustvarjala, recimo, pač jaz kot mladinska pisateljica sem zavezana otrokom, mladim bralcem in oni nimajo sploh teh informacij, ker ne spremljajo, ker so pač premladi, jih to ne zanima, poleg tega jih odrasli blazno zavijajo ali pa zavijamo v vato in jih želimo v dobri veri, da delamo to za njihovo dobro, obvarovati pač pred temi neko negativno realnostjo, da ne bi ta prezgodaj vdrla v njihov nedolžni otroški svet. Ampak ravno prej smo se pogovarjali s tem in pa tudi odvzemamo neko možnost, da bi spoznali že kot otroci, da pravzaprav ta neka strpnost do drugega, pa neki ti temeljni principi, ki so vsi tako dobro teoretično razdelani v deklaraciji o človekovih pravicah, da to dejansko obstaja v družbi, v realnosti, da smo sočutni do drugega, pa da pomagamo. S tem, ko jim mi
ko jih mi vatiramo in v bistvu to odvzemamo. In recimo ta knjiga, ko sem jaz zbirala material za to žalostno knjigo, meni se zdi, da bi bilo dobro, da bi naši otroci, naši mladi, da bi vedeli, koliko zla povzročamo mi odrasli in kako v isti sapi se zelo borimo, ne? Vsi, polna usta so nas zauzemanja za prihodnost našega planeta, ne? Onesnaženost oceanov, ne vem, iztrebljanje živalskih vrst. Mislim, to, kaj pa odlagamo v otroke na različnih koncih sveta, pa mislimo, da ker se tukaj to ne dogaja, da so potem naši otroci na varnem, ne vem, kako si mi predstavljamo, ker oni so tudi prihodnost, razumete, tega planeta. Ti otroci, ti na vse načine zlorabljeni otroci so prihodnost tega planeta. Mislim, moralo bi nas biti strah, moralo bi nas skrbeti in moramo jim pomagati. Zato, ker samo za primer, glede na to, da v Siriji še vedno trajajo spopadi in da tam vojna divja že 8 let, gledajte, v teh 8 letih je bilo ubitih 55,000 otrok. Mislim, če to ni nekaj najbolj grozljivega v 21. stoletju, nekaj najbolj tragičnega, kar lahko sploh slišite, ali pa, ne vem, da v Jemnu od lakote, da je, oziroma da bo umrlo, da je že umrlo 85,000 otrok, mislim, če to ni znak za alarm, da moramo biti boljši, potem ne vem, kaj je. In v tej knjigi res je fikcija, ampak junaki, ki nastopajo v tej knjigi, temeljijo na zelo realnih okoliščinah, ki sem jih res dolgo raziskovala. In lahko vam povem, da mi si sigurno ne želimo, da bi bili naši otroci zlorabljeni kot delovna sila, da bi jih izrabljali kot človeški ščit, ali da bi jih zato, ker so zelo uporabni kot otroški vojaki, ker tako malo pojedo in ker nasprotnik, odrasel človek, očitno imamo v sebi ta nek moralni kompas, da tudi na drugi strani odrasel človek težko uperi puško in pritisne na petelina, če vidi otroka z orožjem, to daje otroku možnost potem, da ga ustreli, ker ima oprane možgane. Torej, mi si ne želimo, da bi naši otroci bili kadarkoli deležni kaj takega. Zakaj bi potem bili brezbrižni do otrok, ki se jim to dejansko dogaja? In zakaj bi bili brezbrižni do teh deklic, ki jim operejo možgane, enako kot dečkom v taborih Islamske države, v teh medresah, v teh verskih šolah? Hočem vam reči, da ne vem, čas je, da se začnemo prepoznavati kot ne vem, prebivalci tega planeta, ne pa toliko kot Slovenci in kot, ne vem, kot Avstrijci in ne vem kdo. Ampak, če bomo v prvi vrsti ljudje, bomo, ne vem, po tej obče človeški plati dali najboljša navodilo in napotek našim otrokom pri njihovem odraščanju. In moti me, da jih zavijamo v vato in da jim odtegujemo to okolje, mislim, ker če bomo mižali, če bomo imeli zaprte oči, stvari se bodo še vedno dogajale. Mislim, smo kot noj, damo glavo, vtaknemo v zemljo in mislimo, da je svet njegov obstaja. Pa znamo odgovoriti na vprašanje otrok potem, to je grozno, zakaj se to dogaja? Ja, če bi imeli, bi rekla, dovolj jajc, da bi priznali, ne, da počnemo pravzaprav te stvari preprosto zaradi tega, ker nismo dovolj zreli, ker nismo dovolj, ne vem, ker nimamo dovolj osebne integritete, zato ker, ne vem, razlogov je ogromno. Zakaj se to dogaja, bi pa rekla samo toliko. To je odlično vprašanje, se pravi, mlajši otroci preberejo knjigo Khaleda Huseinija skupaj z starši ali z mentorji in se potem pogovorijo, zakaj se to dogaja, ker razlogov je mnogo. Večji preberejo Črno vrano in imajo to kot bralni dogodek skupaj z mentorjem in se pogovorijo o tem, zakaj se to dogaja. In mislim, da bi, glede na to, da otroci pa mladi proti odraslim še zmeraj
veliko berejo, mislim, da pretežno na Kobisu, če pogledate, da berejo ravno mladi, bi mogoče mladi lahko svojim staršem potem odgovorili tudi s pomočjo literature, zakaj se to zlo še zmeraj dogaja. Pa je recimo izkušnja tudi torej, v okviru nevladnih organizacij, ki delujejo pri pomoči beguncev pri integraciji v slovensko družbo. Torej, ko ljudje pristopijo do vas, je tukaj ali pa prostovoljci, se zna z zgodbami ali pa enostavno odgovoriti na vprašanje, zakaj se nam to dogaja, kaj lahko naredimo, da bi bilo drugače. Če je prisotna želja, da nismo rasistična družba, da ne zavračamo prišlekov, ki bežijo pred vojno. So tukaj odgovori, ki jih zna realnost potem v bistvu ponuditi na vprašanja, ki jih odpira literatura. Težko, ne. Morate vedeti, da v nevladnih organizacijah brez prisotnega entuzijazma, upanja, ne, pripravljenosti za vsakodnevni boj, tako kot je rekla Sara, bi težko premikali meje pa karkoli spreminjali. Ne. Tako da tle volja je prisotna, ne. Tudi energija je prisotna in to že dolga leta. Moram reči, da nevladne organizacije v bistvu upravimo večino dela v sodelovanju z inštitucijami na tem področju. Ne. Ampak, ja, težko pa včasih odgovarjamo na ta vprašanja. Ne. Mi konkretno izvajamo pomoč pri integraciji v atmosferi, ne, ki je sila negativna, ne, ki je v družbi, ki je izključujoča, ne samo slovenska, na evropski ravni se lahko pogovarjamo in tako naprej. Ampak jaz mislim, da lahko to literaturo, ne, se pravi, to, kar je povedano v tej literaturi, moramo povezovati tudi z praktičnimi rešitvami, zato da bomo lahko udejanjali to upanje, zato da lahko stvari spreminjamo. Se pravi, da ustvarjamo kapacitete za to, da bodo ljudje, ki pridejo v Evropo, konkretno v Slovenijo, imeli kje stanovati, normalno, dostojno, da bodo lahko vsak dan uresničevali svoje pravice, ki so sicer zapisane popolnoma jasno na naši zakonodaji, v deklaraciji človekovih pravic in tako naprej, ampak vendarle, da se ne bomo ukvarjali več z, bom rekel, banalnimi stvarmi, kot je odpiranje bančnega računa in tako naprej, ampak da gremo tle naprej, da se ob zavedanju, ob empatiji, ob, bom rekel, uživljanju v te zgodbe, tisti, ki se ne da, ki si, bom rekel, ne zna predstavljati, lahko vsak dan pride tudi k nam v našo organizacijo, pride v stik z človekom, pa mu bojo ljudje povedali iz prve roke, kako je, v kakšnem položaju so, da niso samo, bom rekel, socialno breme te družbe, ampak da lahko veliko tudi prispevajo. In to je to, ne. Jaz mislim, da v praksi je potrebno potem tudi realizirati, ne, in to utopijo, ne, bom rekel, tudi uresničevati. Jaz imam še eno vprašanje. Bom pa vesela tudi, če imate kakšno vprašanja, bomo počasi tako odprli tudi omizje oziroma okolje za dvige rok. Me pa zanima, Sara, zgodbe, ob katerih ste vi odraščali v Iraku, so bile kakšne? So bile tudi zgodbe beguncev drugod, so bile druge stvari, ki so jih, ne vem, brali starši, ki ste jih brali v šolah? Zanimivo vprašanje. Ja, takrat, ko sem jaz bila otrok, spet je bila vojna. Se pravi, okoli mene skozi je bilo negativne stvari. Ne? Zgodba je bila v domovini, kako branimo domovino, kot partizansko, ne? Pa kako, da obstajamo, ne? Da borimo proti našega sovražnika. Ne? To je smo odraščali v tako otroštvo, ne? Samo vojna, vojna, vojna. Tudi se spomnim, ko sem bila otrok, jaz nekaj časa rišem letala, pa raketa, pa ne vem kaj, pa tanka. Potem jaz
ko sem mečkin ostale večje, sem se zavedala, zakaj pa skozi to jaz rišem, saj nekaj lepega tudi obstaja na svetu, pa začela potem risati narava, pa hiša, pa dizajn, pa arhitektura, pa taka zadeva. Se pravi, treba biti pozitiven, ne? Zgodba, potem, mislim, jaz sem sama začela iskati bolj lepe zgodbe, da ni samo vojne, ampak lahko romantike, lahko neki realnost, lahko karkoli, ne? Različno, ampak uradno, kot v šoli, sam vojna, vojna, vojna. In ta negativa tudi ni v redu, ne, za naše duše, tako bom rekla, ne. Zdaj nekaj moram dodati, ker je govoril moj kolega, ne. Mi v društvu, nažalost, izgubimo veliko energije s temi banalnimi zadevami, namesto, da bi te stvari bi bila zrihtane lepo in bi te ljudi lahko bolj usmerili v ta pravi smer pozitivnega, da čim prej res, tudi morala njihova bi bila bolj višje, da čim hitreje naučijo jezik, vključujejo v družbo, se navadijo na naše življenje, ne? Namesto, da bi bilo samo negativno, ne? Ker negativnost nikamor ne pelje. Ne? Oni sam se sekirajo, kdaj bojo našli stanovanje, kje bojo živeli, kako bojo preživeli, namesto, da bi te stvari bi bila mečken bolj fleksibilne, tako bom rekla, pa potem človek tudi dobi malo bolj motivacije, da lahko gre naprej. Ker negativa, kot sem prej omenila, nikamor ne pelje. Mečken mora biti neki motiv, ne? Neki pozitivnost, da lahko ljudi gremo naprej. Ne? Mi probamo dati to pozitivno energijo, čim več podpora, čim več pomoč, ampak nažalost velikokrat ne letimo tudi na kakšne ovire, ki hromijo sistem, tako bom rekla. Kakšno vprašanje mogoče? Mislim, v bistvu bolj komentarno. Tukaj je bilo tudi govor o otrocih pa to, ne. Malo sem mogoče pogrešal, da bi se omenjali, oziroma v narekovajih promovirali recimo Amnesty International pa to, ne, ker tudi primer mediji od začetka ker pač tudi Tako nekako dvigne se pa... pač Vse se lahko delam. Jaz sem zato sposobila za naslednje vprašanje. Ker, recimo primer, RTV, poleg tega, da širi zelo nestrpnost, tudi pozablja določene države, ker pa tudi, ne vem, so komentarji tudi en znanc, zdaj, ko dela na meji pa to, pa ko prihaja Afganistanci, ne, se zmer komentarji, kaj imajo Afganistanci za bežati, kaj vse tam ni vojne. Pa se zmer vojna tam dogaja, tako da mogoče, da bi se tudi malo pol upeljali še ta, kot sem rekel, Amnesty International, pa tako, da bi ljudje malo bolj tudi te dobrodelne organizacije spremljali, da vidijo, kaj se dogaja. Jaz bi sam rekla tu, da Afganistan ima poleg Jemna, zdaj Sirije zaradi vojne, ene največ, pa nekaterih afriških držav, največje število otroških porok. In se mi zdi, da, ne vem, da je, ostanimo, prosim, no, pri otrocih. Jaz bi si želela, se pravim, otroci so tista kategorija človeštva, mislim, ki je eksploatirana na vse mogoče načine, če odrasel človek lahko poskrbi zase, kakorkoli, na legalne in ilegalne načine, ne vem, da preživi. Mislim, za otroke pa smo dolžni poskrbeti vsi in pomagati vsem otrokom, tako kot pravi Pavčkova pesem, vsi naši otroci, ne? Mislim, to hočem reči, da ima vsaka od teh držav, ko se sprašujejo, ja, zakaj pa ima iz Afganistana zabežati, pa kaj ima iz, ne vem, Pakistana zabežati, mislim, tudi če ni neposredne vojne tam, so pa druge okoliščine, grozljive okoliščine, zaradi katerih bežijo ljudje in kot pravi Boštjan Videmšek, recimo na Lesbosu, skoraj polovica otrok v teh, se jim skoraj ne moreš reči drugače kot koncentracijskih taboriščih, se tam nahaja, ne? Torej, otrok je čedalje več in to so otroci, ki so ločeni od staršev, pa otroci brez spremstva, mislim, ne glede na vso politiko, pač nobena od teh knjig ni politično kontaminirana, da se razumemo, ne?
In ne glede na to, kaj govorijo, ne vem, radikalna levica, radikalna desnica, ne vem, kaj so že te vse zadeve, tukaj sploh niso bistvene. Gre se za otroke in otroci bi nas morali vse skrbeti. Njihova dobrobit bi morala biti osnovni civilizacijski postulat. Mislim, da sta zato tudi obe knjigi napisani v tem duhu, kot stane. Jaz sem še vaju vprašam, koliko je neznanje problem, s katerim se srečujete? V Slovenijo je prišlo, mislim, tako, begunci so in Eritrejci. Kakšna je bila izkušnja? Ne vem, koliko je leta 2003-2004 bilo zavedanja, kaj se dogaja v Iraku, takrat sicer verjetno je bilo, ampak verjetno tudi zelo stereotipno. Torej, koliko je problem ravno to, kar je bilo omenjeno, da ne poznamo dovolj raznolikosti, kultur, življenj, ki se odvijajo ali v Iraku, ali v Afganistanu, ali Pakistanu, Jemnu? Nažalost je premalo poznamo naša družba tukaj. Ne? Ko sem jaz prišla 15 let nazaj, sploh pa je bilo slabi. Ne? Mi smo bili, ne vem, edine družine, begunska družina v azilnem domu, jaz pa starše iz Iraka. Ne? Tudi v javnih ustanovah, vse je bil sistem čist, ni še laufal. Ne? Mi tisti, ki smo bili prav izobrazili to besedno, po domače povedali, razložili, kaj pomeni biti begunec in kaj je migrant. In kaj je prosilec za azil, ne? In kako postopek mora biti. Ne? Znanje je premalo, ljudi so imeli določene stereotipe, da pač smo imeli hiše, smo imeli ceste, smo imeli avtomobile, predstavljali, da smo bili v šotorih, ne? Da sem enkrat bil... Sara, se upravičujem, da skačem besedo, ampak nekateri Američani to tudi za Slovence mislijo. Se sprašujem, če imamo ceste, pa če imamo hiše. Ja, ampak kaka ideja je to, da je smešna, tako bom rekla, da sem enkrat sarkastično odgovorila, rekla ne, mi smo imeli osla, taksi osel in moj oče vsak dan z oslom mi peljal v šotoru, v šoli, mislim, tako smešno mi je bilo, pa Irak, Mezopotamije, civilizacije, noben ni predstavljal, kako je bilo to napredno. To je ena stvar. Druga stereotipnost. Jaz sem kristijanka iz Iraka, to ponosno rečem. Jaz sem Aramajka oziroma Kaldejka iz Iraka, to je ena manjšina kristijanov. En stereotip je bil, da so vsi muslimani v Irak, ne obstajajo kristijani. Pa smo mi prvi kristijani v Irak, mislim, prva civilizacija, prvi staroselci v Iraku, ki smo živeli, potem Arabci so prišli. Ne? In sem mogla seveda celo zgodovino razložiti, pa povedati, kdo smo mi. Mi smo tisti ljudi, ki govorimo Jezusov jezik, Aramajci. Ne? In to ni res, da sami muslimani v Iraku. Ne, to so drugi ljudi tudi živijo. Arabci, Kurdi, Aramejci, Armenci, pa tako naprej. Tako hočem reči, toliko je premalo informacije, pa to ne govorim samo za Slovenijo, govorim na splošno, mednarodno oziroma po celi Evropi. Zdaj upam, mislim, mečken je bolj, ampak še zmeri ni čist dovolj. Ne? Treba tukaj več v mediji, več teh, ne vem, omeniti pa povedati. Ne? Jaz bi samo dodal, da se strinjam, ne? Znanja, vedenja je premalo, ne? Informacije so zavajajoče in potem ljudje ponavadi te najbolj enostavne informacije zagrabijo, ne, pa to, ampak znanja je premalo o teh državah, kulturah in tako naprej, odkoder ti ljudje prihajajo, v situaciji tam nasplošno. Po drugi strani pa tudi bledi spomina, ne. Ta zgodovinski spomin je kratek, ne. Tudi znanja o migracijah samih je premalo, ne. O pomenu medkulturnega dialoga, o tem, da je Slovenija sama bila ves čas na stičišču različnih kultur in da nikoli nismo bili popolnoma homogena, etnično homogena družba, ampak da smo bili vedno heterogeni in da smo ne glede na to vendarle preživeli in da ni nobene, da zaradi tega, ker se dodatno soočamo z drugimi kulturami, zaradi tega ne bomo izumrli, ne? To nas krepi, to nam omogoča, da se razvijamo, da so migracije v bistvu gonilo razvoja, da vsi tisti ljudje, ki tukaj sem pridejo in hočejo sploh tukaj v Sloveniji ostati, mi smo lahko hvaležni, ne?
in se učimo vsak dan od njih. Ne. Tako da, ja. Dobar dan, moje ime je Sonja Merljak, jaz sem pa urednica enega spletnega časopisa za otroke, Časorismo ime, ne bi rada, da to izpade kot samo reklamo, ampak rada bi pa povedala, da pri nas imamo že 2 leti projekt Zgodbe otrok sveta, v katerem predstavljamo ravno zgodbe otrok, ki so v Slovenijo prišli iz drugih držav. Ideja je, da je to namenjeno otrokom, zato so te zgodbe tudi predstavljene, tako da predstavljamo državo, jedi, igre, literaturo, glasbo in tako naprej. Tako da nekaj se dela tudi v medijih na teh predstavitvah, samo mogoče pa res, da ni pa to tako zelo prepoznano. No? Če koga zanimajo, ljudno vabljeni časoris Zgodbe otrok sveta, imamo in Sirijo, in Kuwait in tako naprej, Afganistan, tako da samo to. Hvala. Jaz sem zelo vesela tele okrogle mize in bi rada povedala knjige, življenjske zgodbe, zavedanje, da imamo nevladne organizacije, zavedanje, da imamo novinarke, časoris, ogromno informacij poskušamo dati ljudem. V projektu Le z drugimi smo uporabljamo vse to, ko hodimo po šolah, ko usposabljamo pedagoške delavce in delavke. Književna besedila so izjemno pomembna. Kako ozaveščamo in učimo otroke je zelo pomembno. In včasih lahko povabimo ljudi, da povedo svoje življenjske zgodbe, še večkrat pa lahko vzamemo v roke knjige. Veliko knjige, sem zelo vesela teh 2 novih knjig, čestitke Janja Brunat. Zavedanje, da Slovenci smo ekonomski imigranti, vedno bili in danes smo. Od leta 2010 naprej gre vsako leto 14-15 tisoč ljudi ven, toliko jih pride, lani 18 tisoč. Slovenci smo ekonomski imigranti, bili in bomo in smo zdaj. Tako da v mnogo stvarih se moramo pogovarjati in se mi zdi, da če se pogovarjamo in moramo ustrajati, moramo biti optimistični, moramo utopično verjeti, da je prav, kar delamo. Vse, kamenček na kamenček, zidamo naprej. In to je treba početi v tej res družbi, kjer so rasizem in ksenofobija razraščata. In danes je en pomemben kamenček. Hvala. Hvala vam. Še kakšno vprašanje, komentar, izkušnja? Bi tudi rada mogoče samo povedala za en kamenček, ker tudi ne bi želela, da izpade kot promocija, ampak v resnici smo tukaj ljudje, ki nas to zanima. In se mi zdi, da je prav, da vemo za vse pobude, ki so na kupu, mislim, jaz tudi sodelujem v projektu, ki ga je omenila Marjanca, pa že prej smo marsikaj počeli, prihajam z Koprskega, no, ampak prav pred tednom dni smo se odločili in smo že podelili prvo nagrado Pont, ki bo nagrajevala medkulturno literaturo, se pravi literaturo, ki je posebej občutljiva za ta vprašanja, za medkulturnost v najširšem smislu, torej za družbeno raznolikost nasploh, seveda tudi kulturno raznolikost. In želimo nekako to širiti v smislu nekega gibanja, ki bo dopolnjevalo oziroma se bo uklapljalo vsa ta prizadevanja, ki, kot je bilo rečeno, kot kamenčke sestavljamo. Tako da sem hvaležna vsem avtorjem, ki delate, ki gradite te zgradbe. No? Upamo, da bo to enkrat res zgradba, ki bo malo bolj trdna. To se zelo spreminja. Včasih smo mislili, da je medkulturnost že sistem. V resnici smo zdaj čisto porušili to, in kot pravite, je to utopija. Mislim, skoraj ne moreš verjeti, kako se to obrača iz belega na črno. Tako da moramo samo še naprej. Vsi skupaj. Sara, vi ste omenili v pogovorih tudi, da se vam je zelo pomembno naučiti se slovensko. Pa me zanima, na podlagi katerih zgodb ste se učili, oziroma kakšna je ta zgodba, torej učenja slovenščine? Jaz sem tako razmislila, normalno, če bom jaz odločila živeti tukaj, prvi korak moram se učiti jezik, ki jaz živim. To je prvi korak, da lahko jaz približam ljudem tukaj, da naredim moj prvi korak v integraciji. Drugače ne gre. Jaz ko sem prišla, sem govorila angleško, ampak se zavedam, da angleško to res je mednarodni jezik, ampak to ni tisti jezik, kjer v tisti državi, ki jaz živim. Če jaz spoštujem Slovenijo, se pravi, prvi korak naredim, se učim jezik.
ne, da ratam del tiste družba. Ne. In to je bil moj motiv. Ne. In tak, jaz mogoče malo preveč stroga do sebe, jaz sem hotela toliko naučiti perfektno, da res ratam prava Slovenka. Da ste najkaj Potem pa spoznala sem moža, ki je tudi trenutno tukaj, pa sem mu ful hvaležna, ne, ki je Slovenc, ne, in potem to je bilo vsak dan življenja pa praksa, da se vedno učim, posebej, če se kregava. Potem še hitreje naučiš, ne, tak motiv, ne, in je bilo zelo težko. Še nekaj, jaz nisem se učila slovenščino preko arabščine, ne, ampak preko angleščine. Se pravi, jaz se spomnim sebe, ko sem se usedla slovar, angleško-slovensko, potem arabsko-slovensko, ne. Toliko noči sem jokala, vmes sem malo bila tako, a bom res se učila, a je upanje, ampak nisem nehala, vedno sem imela ta motiv. Če hočem biti del družbo, če hočem biti Slovenka, prvi korak, ta jezik moram ga obvladati, ne. Tako. Ni pa se znama, kaj pomeni biti Slovenc in kaj treba vse odkljukati. Jasno mi je. Vse vzajemo. In pozitivno seveda, večina je pozitivnih, pa tudi malo negativnih stvari. Če smem jaz samo dodati, ne, meni se zdi zelo pomembno, ne, v to terminologija na tem področju, ko se pogovarjamo o beguncih, migrantih in tako naprej, je precej zapletena. Ne, in tle včasih malo zaidemo, ne, tudi v medijih, ne, se to zelo površno uporablja. Ne, ko govorimo o integraciji, ne, tako kot je Sara prej rekla, gre za dvostranski, kompleksni proces. Ne, in to ni asimilacija. Ne. Sara je zdaj, recimo to, kar je povedala, je to, kar je ona morala narediti, da se vključuje v to družbo. Ne. Ta drugi del, ne, je pa to, kaj morajo vse te družbe tukaj, kaj moramo mi narediti za to, da bomo lahko skupaj funkcionirali, da bomo lahko sobivali. Ne. Ona se uči jezika, ampak nikoli ne bo in tudi ne sme pozabiti svoje kulture, svojega porekla in tudi ne more. Ne. To pričakovati od človeka je v bistvu kontraproduktivno in tudi nehumano. Ne, in medkulturni dialog je ravno to, da ohranjamo, da omogočamo stik kulturnih dediščin, ne, iz teh civilizacij, odkoder prihajate ljudje, se lahko tudi mi veliko naučimo. Ne. In, ne, Jaz sem dva v enem, tako čutim, ne. Obe domovini v sebi. Ne. Jaz sem ta prvo Iračanka po korenini in sem zelo ponosna na moje korenine in narodnost. Pa sem tudi čutim Slovenka, saj moja hčerka je Slovenka, ne, oziroma pol. Ne. Tako da je zelo kompliciran proces, zelo komplicirana občutka, ampak tako pač je, ne. Saj to ni šizofrenija, ampak to je, tako je. Mislim, čutim oboje, ne. Človek je bil rojen, jaz sem bila tam živela do 28. leta, nikoli ne bom pozabila, domotožje je v sebi, ampak ostale leta, odkar sem tukaj, pač živim tukaj. Moram sprijazniti s tem in to je realnost. In moram prilagoditi. Saj tudi živali pa ptiči, vsi prilagodijo novo okolje. In ljudi manj, da smo bili pametni, lahko še znamo prilagoditi. Najlepša. Jaz bi samo na hitro, najprej kot mama izrazila hvaležnost, da take knjige izhajajo in me zanima, podobno knjigo sem pred časom brala, ki mi bila zelo všeč in tudi moj sin je potem, oziroma še prej prebral, Enka svoboda, a take knjige pušča, so kakšni vidni rezultati take literature za mladino, ne vem, v spremembah, v miselnosti otrok. Upam, da so, močno upam, da jih bo tudi tale knjiga veliko prinesla. Jaz bi pa na to lahko odgovorila, glede na to, da pred 20 leti začela s Princesko z napako, ne, ki govori pač o bošnjaških beguncih. In glede na to, kako se krepi nacionalizem, recimo, kako se krepi ksenofobija, bi rekla, da ne. Žal, ne, ampak mi še zmeraj vztrajamo, ne, in to je bistveno, ne. Jaz sem prepričana, da mlade generacije, da v svojih glavah, da se delajo premiki. Sicer
bi bilo to vse skupaj popolnoma brez smisla, ne? Ampak odrasli, ne? Posebej mi starajoči osebki, ne? Imamo te, ali pa imajo, no, kakorkoli, te strahove, ne? In vsi ti predsodki in tabuji so samo posledica tega občutka ogroženosti, ne? In mladi, ki se bolj počutijo zemljane in državljane sveta, mislim, da vseeno gledajo vse te majhne zgodbe kot del nekega širšega družbenega konteksta, tako da jaz blazno stavim na mlade, no? Jaz sem prepričana, da smo na dobri poti vse skupaj. Če smem samo še to dodati, mi se moramo bati ne beguncev in migrantov, ne? Mi se moramo bati antisemitizma, rasizma, tega izključevanja, ne? Ker to ima negativni vpliv na vse nas, na sobivanje, na skupno. Danes mi zgubljamo občutek za skupno, ne? In v bistvu to, da ljudje sem prihajajo, je neka nova priložnost, da spet obudimo to skupno, da začnemo razmišljati nekaj, kaj lahko mi skupaj soustvarjamo, ne? Kot ljudje, kot posamezniki, kot bitja, ne? Tako da nimamo se česa bati, ne? Naš čas, nažalost, že preganja. Sem pa zelo vesela, ker mislim, da zgodb oziroma zapovedati si je še zelo velik. Jaz bom tudi nekako uporabljala besede Sare, da je konfuzno, ampak tukaj smo in treba se boriti in treba v bistvu si pripovedovati po moje tudi zgodbe naše in poslušati zgodbe drugih. Tako da najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste prisluhnili našim zgodbam. Janja bo podpisovala tudi še knjige, so mi ravno kar povedali, usmerali vas bodo pa drugi, ki vejo, kje to je. Mislim, v zgori pri stojnici Mladinske knjige. Tako da še enkrat najlepša hvala za vašo pozornost, najlepša hvala Sari, Franciju in Janji in vsem vam prisluhnite zgodbam. Hvala vam res. Hvala.